še goste, ki so prišli iz Trsta, gospod Štoka, Vremec, Ivo Jevnikar. Nisem še opazila Loredane Umek, ampak mislim, da bo s kakšno zamudo prišla. Posebej pozdravljam tudi gosta iz Avstrije, to je gospod Bister iz Dunaja. In seveda vse vas, ki ste iz navadne Ljubljane. Naš simpozij pada v eno obdobje, ne govorim zdaj o epidemiji, ampak v eno obdobje zatona književnih revij. 100-200 let je bila to ena najočitnejših in najvažnejših intelektualnih pustolovščin, ki so jih intelektualci prispevali v razvoj, v napredek, v živahno življenje, intelektualno življenje. Vsake dolgo časa se je zbrala kakšna skupina ljudi, ki so imeli o nekaterih ključnih zadevah približno enako mnenje in so sklenili, da je to treba napisati, da je to treba objaviti in da je to treba širiti. In tako so nastale literarne revije, ponavadi za kulturna in družbena vprašanja. Meni se zdi važno, da vas spomnim, da je prva pomembna revija doživela svoj ustvarjalni vzpon pred dobrimi 100 leti, to je bil Dom in svet pod vodstvom Izidorja Cankarja. To je, če bi delali en tak pregled, ena prva upoštevanja vredna, dobra literarna in družbeno-politična revija. V tisti reviji so se, kot je potem se seveda dogajalo z vsemi podobnimi revijami po vsej Evropi, tam so se uredniki naučili urejati, tam so se mladi avtorji naučili pisati, prenašati kritiko, popravljati. Tam se je skratka izoblikoval en ustvarjalen in nato tudi recepcijski krog, ki je pomembno zaznamoval dobo. No, od tega poklona Domu in svetu prehajam, preden preidem k samemu mostu in zalivu, nekaj tehničnih podatkov. Nekaj številk je za tiste, ki niso nikdar tega v živo videli tukaj in so na pogled. Vse so stare, zadnji most je star 30 let, ostale so precej starejše. Prosim? 64, tako. Most je začel izhajati leta januarja 64, zaliv je nastal 2 leti in pol kasneje. Oba dva sta bila približno tromesečnika, s tem, da so včasih bili tudi zborniki, zlasti Boris Pahor, ki je bil glavni ustvarjalec zaliva, je proti koncu objavljal ne samo dvojne, ampak tudi trojne, četvorne številke. Obe dve sta imeli zelo izrazit profil, gledali so se nekoliko kritično in postrani, pogosto so se tudi skregali, polemik med njimi je veliko in so izredno zanimive. No, ampak zdaj k tehničnim podatkom. Na dnevnem redu je 13 avtorjev. Žal moram reči, da je eden v manku, še preden je prišel na seznam, vsi zaradi bolezni, to je Denis Poniš. Detela ima nujno operacijo oči, ampak je prispeval svoj referat. Tudi Frankovič, ki je bolan, je sklenil, da ne more priti, vendar je nekaj napisal in bo ravno tako uvrščen v to besedovanje. Vsak nastopajoči bo imel približno 20 minut, a ne? Nujne polemične intervencije so možne že kar med referati,
Drugače bo pa debata opoldne, proti večeru, bomo videli, kako bojo stvari potekale, a ne. Ker imamo tukaj tudi Andreja Lokarja, bi rada posebej spomnila, bi se rada zahvalila tudi njemu za sodelovanje, verjetno brez njega se ne bi okorajžila prirejati simpozij potem. Ideja zanj je nastala, ko je umrl Aleš Lokar v Bergamu v tistih strašnih razmerah lani spomladi, ki se jih neradi spominjamo. Drugi pomembni avtor je Boris Pahor, ki ima 108 let in ga seveda nismo nadlegovali z vabilom, da bi prišel in nam kaj povedal. Je pa svojih 108 let tako dobro izkoristil, da je v simpoziju neko očitno neravnovesje, ampak se mi je zdelo nujno. Namreč o Mostu bomo govorili veliko več kot o Zalivu. Razlog je preprosto ta, da je po padcu komunizma Boris Pahor postal tukaj, tudi v naših krajih, zelo cvetoč avtor. Objavil je lahko zelo veliko knjig in takoj se je našlo tudi veliko raziskovalcev, ki so podrobno obdelali njegovo ustvarjalnost, torej literarno, pa tudi neliterarno, a ne. Zlasti v povezavi s Kocbekom in s tisto znamenito številko, posebno številko Zaliva, ki je bila posvečena najstrašnejšemu dogodku iz našega 20. stoletja, to je poboju vrnjenih domobrancev in njihovih sorodnikov, njihovih bližnjih po raznih kočevskih in drugih grozljivih prizoriščih. To je povzročilo zelo veliko nadrobnih raziskav, nekateri avtorji tega so tudi med nami, no in skratka to je eden od tehtnih razlogov, ta množica knjig in študij in člankov, da je Zaliv manj zastopan. V nasprotju z Zalivom Most ni zbudil tako rekoč nobene pozornosti, zato sem toliko bolj vesela, da imam tukaj več veteranov Mosta in seveda ljudi, ki jih je to kasneje, že takrat ali kasneje zanimalo. Med tehnične podrobnosti z tega simpozija bi rada navrgla še to, da bi se mi zdelo primerno, če Borisu Pahorju pošljemo ene pozdrave. Poskrbela sem za eno čestitko, za eno lepo grafiko. Vsi, ki se želite podpisati, da bomo to poslali Borisu Pahorju, dobrodošli. Tudi tisti, ki bi radi prej odšli, so vabljeni k podpisovanju, ne protesta, samo pozdrav. Mimogrede bi rada še dodala, da sem si jaz želela poleg teh 12 navedenih še kakšne referente, med drugim posebej enega, ki se piše Jože Kavčič, ki mi je grenil življenje lani in za katerega sem mimogrede ugotovila, da je upokojeni uslužbenec Udbe in da je imel v svoji službi posebej pod nadzorom Zaliv in Most. Jaz sem ga hotela javno povabiti, da poleg pisem bralcev delo, ki ga z navdušenjem objavlja, napiše en pošten referat. To bi bila nova, pomembna osvetlitev teme, vendar mi Delo tega ni hotelo objaviti. Na Delu so mnenja, da so gospodje, ki so bili v službi v državni varnosti, še zmeraj vredni enega dodatnega varstva in pozornosti in previdnosti, a ne? Dobro.
Približno ob 10:30 bo odmor, v katerem boste dobili okrepčilo. Do 15. ure moramo pa žal izprazniti dvorano, torej 15., 17. do 5. Ker je kasneje tukaj ena druga prireditev. Mi moramo pa prej malo pospraviti in prezračiti, taka so pravila. Žal nimamo še enega referata, na katerega bi tudi rada spomnila, ampak mogoče se bo kdaj izdelal. V zadnjem času je Rado Pezdir poskrbel za pošteno osvetlitev finančnih tokov med Matico in Trstom in ostalim svetom, in nas je seznanil z dokumenti, ki pričajo o nelegalni šverc, komerc, trgovini, prometu med Aditom in tujimi bankami. Adit je bil v Trstu ena podružnica Trsta, tukaj pa je domoval pri založbi torej pri Državni založbi Slovenije, kar nas seznanja z nenavadnim tokom. Medtem ko je Udba vneto spremljala, kaj pišejo, manj konformistične revije in publikacije, medtem ko je ljudska milica bila posebej opozorjena na nevarni tisk, ki ga prodajajo v Trstu in Gorici, in je posebej navedla tudi Most in zaliv. No, je isto podjetje, ki je skrbelo za uvoz tako imenovanega demokratičnega tiska, uporabljalo za to, da je švercalo denar čez mejo. To je posebej zanimiva, lep absurden paradoks in svetohlinstvo, ki bi bilo vredno dodatne pozornosti. Kot rečeno, srčno upam, da bomo kdaj doživeli tudi referat na to temo, zaenkrat ga še ni, pa bomo mogoče spodbudili, da bi kdaj nastal. Zdaj pa bi jaz vam na kratko orisala svoj referat. Jaz sem ga začela z enim citatom, ki sem ga vzela iz dela, namreč pri Žaku Rupniku, tudi zato, ker je delno Slovenske gore list, ki je na račun velikega navala beguncev v Evropo in odnosa, ki so ga imele različne države do tega, rekel takole: nekatere države, ki so danes najbolj zaskrbljene zaradi prišlekov, so pozabile na preteklost. Ob krizah med hladno vojno so same producirale begunce. In takrat se Zahod ni spraševal, ali je dolžnost Evropejcev, da sprejmejo begunce z vzhoda. O tem bi se dalo marsikaj pripomniti ob tej oceni, ampak mojo pozornost je posebej vzbudil glagol pozabiti. Profesor Rupnik, ki je izjemen poznavalec zgodovine vzhodne Evrope, ne ve, ali se je naredil, da ne ve, ali se mu to ne zdi važno, da mi tukaj, v tej vzhodni Evropi, o emigrantih nismo dosti vedeli. Nekaj smo slutili, se bolj ali manj pritajeno pogovarjali, kajti vedeti o njih, njihovem življenju, trpljenju, dosežkih je bilo težko, bolj ali manj prepovedano, občasno tudi kaznivo. Zato se je v glavnem molčalo. Kolikor in kadar smo o njih le smeli kaj izvedeti, je bilo to pretežno negativno, obtožujoče, nabito s silovitim strupenim besednjakom iz druge svetovne vojne. To je učinkovito skrbelo za odvračanje pogledov, za beg stran, za pozabo. Informacije o tem,
kako so se zahodne države vedle do množičnega begunstva ob koncu druge svetovne vojne in mnogimi krizami, je bilo malo, praktično nič. Tudi izobraženi, razgledani ljudje niso kaj prida vedeli o razseljenih osebah, displaced person, o postopkih za azil, o pridobivanju različnih dovoljenj za potovanje, izseljevanje, bivanje, zaposlovanje. Vse to neznanje se v bistvenih potezah nadaljuje, saj je ena glavnih potez kontinuitete, da prikriva neprijetne značilnosti nekdanjega režima. Te sicer prihajajo na dan, a so ponavadi pospremljene z odporom, jezo in grdimi očitki. Glede tega ima Jacques Rupnik prav, med vzhodno in zahodno Evropo je nekaj bistvenih razlik in posledice so vidne še danes. To bi se dalo ilustrirati z mnogimi primeri, mogoče bi bilo posebej koristno osvetliti usodo Andreja Bajuka, ki je prišel iz Južne in Severne Amerike, ali pa navrnitev in sprejem Jožeta Pučnika, ki je prišel iz zahodne Nemčije. Oba dva sta bila zaradi tega zelo oklevetana in sta še danes. Teh primerov je seveda, kolikor bi imeli časa navajati in poslušati, ampak za današnjo rabo bi raje zbrala nekaj novejšega in povezanega s simpozijem. Med različnimi ocenami ob 30. obletnici države je Lojze Peterle, ki je ravnokar skočil ven, izjavil nekaj o nedokončani preobrazbi, o ljudeh stare miselnosti, ki marsikje prevladujejo in podobno. Na to se je oglasila gospa Jadranka Šturm Kocjan takole. In kakšno preobrazbo so si zamislili tako imenovani osamosvojitelji leta 1991, se je zajedljivo vprašala. Jim je popotnico in smernice dala slovenska politična emigracija v Argentini, ki je leta 1991 v Taboru objavila izjavo, ki je vsebovala seznam 16 pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, da bo domobranska stran pristala na spravo s komunisti in tako dalje. Skratka, v naši družbi je še zmeraj popolnoma jasno, da človek, ki je na pravi strani in v srcu bije na levi in je napreden in nekaj velja, ostro, takoj, tako rekoč, intuitivno, Lojza, ravnokar sem te omenjala, ampak ti bom potem povedala, kako. Povedala sem, kako te je Jadranka Šturm Kocjan okregala v delu. No, tako. No, ampak zakaj kar naprej govorim o emigrantih, ko pa ne Most, ne Zaliv nista bila emigrantsko delo? To zaradi tega, ker je pri ocenjevanju političnega dogajanja in pisanja partija takoj skočila v ta register, ko je šlo za kritične besede. Kadarkoli je bil človek, pa če je bil še tako samo na drugi strani meje rojen in ne tja preseljen, iz političnih razlogov, je uporabila negativno oznako, da je prestopil na emigrantske pozicije ali kaj v tem smislu. Skratka, slovenščina je sicer res izdelala zelo zanimivo klasifikacijo za ljudi, ki živijo zunaj matične domovine. Eno so zdomci, eno so zamejci, eno so izseljenci, eno so emigranti. Ampak kadar so izrekali kaj neprijetnega, so bili takoj označeni za politično emigracijo. To je imelo seveda posledice tudi za
raven represije. Ta je nihala gor in dol, bila so leta, ko je bila partija bolj tolerantna, bila so leta, ko je zaostrila politiko, ampak spremljala jih je nenehno in je ob kakšnem primernem povodu pokazala, da gre zares. Prvi nam znani primer je Marjan Rožanc, tamle imate njegovo podobo in ta zelena številka je tista, v kateri je objavil nič na Slovenskem, in zaradi katerega so ga prijeli in postavili pred sodišče in je dobil 2 leti zaporne kazni. Hvala Bogu, pogojno. Članek je kasneje samokritično označil za precej zmedenega in nejasnega, ampak nekomu se je zazdelo, da je mera presežena, to je bilo leta 1967 in so ga skratka prijeli, mu izvedli preiskave in ga skratka predpošteno zastrašili. Da zadeve niso samo v strogem območju političnega, je ta primer zelo zanimiv in pomemben. A je to Loredana? Pozdravljeni, lep pozdrav, izvolite. Marjan Rožanc je bil na sodišču, zelo vešče so ga branili njegovi prijatelji iz Italije, iz Trsta. In tako je dobil samo pogojno kazen. Ker je bil v svojem izrazito ustvarjalnem obdobju, se je s to prepovedjo političnega delovanja ali pisanja za 2 leti zelo zanimivo spopadel. In sicer je začel pisati eseje, ki niso imeli niti najmanjše zveze s politiko. Pisati je začel o košarki, o nogometu, o fotografijah in tako naprej. Kar je vredno vse pozornosti zato, ker so prav ti eseji danes zgled slovenske esejistike in so zelo močno vplivali na dvig kvalitete slovenske esejistike. Meni gre težko z jezika priznanje, da včasih represija doseže tudi kaj malega koristnega, ampak v tem primeru je zanesljivo šlo tudi v to smer. Zdaj je potrebno si zastaviti vprašanje, kako to, kaj je zadaj, kaj je za tem čudnim, skoraj patološkim odnosom, strahom do vsega tujega, na tujem objavljenega, izrečenega. Eden od razlogov je politično-ideološki. Komunistične partije so od samega začetka, od samega nastanka živele od odpora do kapitalizma, imperializma, skratka do razvitih držav Evrope in zatem tudi Amerike. To je razvidno skozi vso njihovo zgodovino in ta odpor je seveda zelo razširjen tudi danes. Skratka, to je večna tema, ki na nek način opredeljuje levičarstvo. Drugi razlog je bolj pragmatičen in praktičen. Partija se je kar naprej in izrazito bala vsega, kar ni imela pod stalno kontrolo. In to dobro lastno kontrolo. Tako da recimo z uvozom Primorskega dnevnika ni bilo nikdar nobenih težav, saj jaz jih nisem zasledila. Z drugimi publikacijami je pa bila vsaj trajna previdnost, če že ne izrazit
izrazit odpor. O tem marsikaj govorijo naslednji primeri sodnih težav z ljudmi, ki so imeli opravka s temi revijami. Tukaj mislim predvsem na Vikija Blažiča in Franca Miklavčiča, ki sta bila sredi 70. let zaprta, torej aretirana, obsojena in sta bila poslana na hladno, ker sta želela sodelovati z Zalivom in ker sta zanj nekaj napisala in poskušala objaviti. Udba je to vestno spremljala, o pravem trenutku preprečila in ju poslala v zapor. Tretji primer, ki je vreden omembe, je... A je to gospod Lokar? Ja. Dober dan, gospod Vanja Lokar je tudi prišel. Ja, v redu. Gospod Lokar, masko lahko date dol, če želite. Mislim, nekateri jo imajo, drugi ne. Mi smo v glavnem cepljeni in ni nujno, da imamo. Lepo pozdravljeni, hvala za obisk. Drago Jančar je bil zaprt in obsojen zaradi posedovanja ene za mejo natiskane brošure. Ne gre za revijo, gre za knjižico in sicer po posebnem členu, ki je predvideval zaporno kazen za vse, ki nosijo spravljajo propagandni material čez mejo. In vse to se je dogajalo sredi 70. let. V času izrazitega vzpona osveščenosti v mednarodnih krogih o pomenu človekovih pravic. Vse to je povezano s Helsinško konferenco, kjer so bile sprejete posebne resolucije o svobodi govora, o svobodi gibanja, svobodi in prostega pretoka informacij in tako naprej. Mimogrede bi vam rada povedala še, da Drago Jančar lepo pozdravlja. Simpoziju želi dobro delo. Povedal je, da sta mu bila Zaliv in Most okno v svobodnejši svet. In da srčno upa, da bojo naše glasove slišali tudi tisti in se z njih kaj naučili, ki vpijejo o avtokratskih postopkih in diktaturi in nimajo pojma, o čem govorijo. Večina teh avtorjev, ki so takrat izrekali svoje samohvalne ocene, je ostala gluha za paradoksalnost svojih trditev, in tako je ostalo do danes. Zdaj pa nekaj malega še za konec o tistih metaforičnih oknih, svobodnejših oknih. Sodelavci Mosta in Zaliva so se lahko posvečali pisanju o temah, ki so bile tabu ali vsaj kočljive iz A. preteklosti, B. sedanjosti in C. prihodnosti. No, to ni posebno inteligentna pripomba, jasno. Za nameček se te tri kategorije niso strogo razmejene. V tretji razdelek spada vse, kar zadeva prihodnost slovenskega naroda in osamosvojitev. Ker praznujemo 30. obletnico samostojne države, je to pač vredno posebnega poudarka. Tomaž Ivešič, tu zraven mene, ki je velik poznavalec prav te teme, bo imel poseben referat o odpiranju prav tega vprašanja. O tabu temah iz preteklosti mi ni treba nič govoriti, ker vsi vemo, da se že 30 let
živahno in neusmiljeno prepiramo o njih. Vse to so teme, ki sta jih te dve revije odpirale, obravnavale davno pred nami. No, in na sredi vsega tega, kar to povezuje, moram povedati še nekaj. Obe reviji sta se ukvarjale tudi s tako imenovanimi, sta objavljale tudi tako imenovane Orwellove neosebe, a ne. V Jugoslaviji namreč ni bilo samo tabu tem, bili so tudi tabuizirani ljudje. V nasprotju s tem, a ne, je v Mostu in Zalivu mogoče srečati ocene dela Alojza Kuharja, pa recimo Rude Jurčeca, objavljali so Rajka Ložarja, Kresnika in tako dalje. Teh avtorjev je zelo veliko. Skratka, gre za reviji, ki nista delali nobene razlike med to politično in življenjsko situacijo svojih avtorjev. Vzela si bom še minuto in rekla, da so meni poleg teh posebnih tematskih zadev, ki sem jih rada brala in ki jih še rada berem, da so mojo pozornost posebej pritegnile tako imenovane karakteristike. Z leti se je razdalja med nami, ki smo živeli v Jugoslaviji, in tistimi, ki so živeli zunaj nje, precej povečala, razvile so se neke karakteristike, ki so nas razlikovale. In meni je bilo zmeraj zanimivo vedeti, kaj oni drugi opažajo o nas. In vam bom zdaj prebrala en citat nekoga, ki ne vem, kdo je, bi pa z veseljem izvedela, kdo je R.Z., ki je leta 1966 napisal tole. Če bi skušal kdo spraviti najhujše probleme, s katerimi se morajo danes pečati v Jugoslaviji, na nekak skupni imenovalec, bi moral reči, da je to strah pred resničnostjo. Nek čuden, mističen strah imenovati probleme s pravim imenom in jih izraziti s preprostimi, jasnimi formulacijami. To spominja na strah nekdanjih primitivnih ljudi, da bi imenovali zle pojave, zveri ali bolezni z njihovimi pravimi imeni. Zato so si izmišljali zanje druga, mistična imena in jih spreminjali v tabuje. Danes imamo opraviti v Jugoslaviji z vse polno takimi mističnimi izrazi in tabuji, ki naj bi olepšali resnično bistvo problemov ali pa jih prikrili, kakor da lahko zdaj, sredi 20. stoletja, res še kdo verjame, da bo taka primitivna coprnija spravila probleme sveta, če jih bo zanikala. To je tudi glavni vzrok, da so sociološke in druge sorodne vede v Jugoslaviji tako na tleh. A strah pred brskanjem in grebenjem po živem osrčju problemov se odraža dejansko v vsej jugoslovanski znanosti, ki se zato rešuje v pompoznost, v zunanjo reprezentativnost, v zbiranje in izdanje zgodovinskih antologij in tako dalje. Skratka, gre za čudaško kopičenje besed samo zato, da odvračajo pozornost javnosti od pravega bistva problemov. In zato v resnici gre, da se najdejo prave besede in da zadanejo bistvo problemov. Alojz Rebula je napisal. Alojz Rebula je to napisal? Hvala, Vladimir, hvala. Evo, R.Z., dobro. Miran Razor. Aha, no, in s tem zaključujem svoj prispevek.